bi začeli mogoče kar zelo osebno, pa seveda filmsko, ker smo ravno v kinu, pa me tako zanimajo vajini vtisi, popolnoma osebni o filmu, ki smo ga gledali, hkrati pa tudi mogoče še strokovni vtisi, a ne? Kako se vam pa kot strokovnjakinjama zdi film, glede na to, da govori o nekih tematikah, ki tudi zanimajo tudi vaju. Lep večer vsem. Jaz bom kar tako začela osebno. Jaz sem se pridružila spominčici, ta zgodba je namreč zelo podobna moji osebni zgodbi. In tudi Jaša Zlobec, ki je bil moj mož, je imel malo podobno življenje, kot ga ima tukaj Avgusto, samo da je njega Alzheimer že obiskal pri 49 letih. To je bilo tam pred letom 2000. V tistem času se je o demenci kaj dosti ni govorilo. Demenca, veste, da ima veliko stigmo povsod po svetu in tudi pri nas, zato pri spominčici zelo delamo, da bi pripomogli, da bi se stigma zmanjšala in da bi se ljudje ne sramovali in družine te bolezni in šli čim prej k zdravniku, ker zdravniki vseeno lahko veliko pomagajo in z informacijami se lahko veliko pomaga. No, tako da leta 2005, ko je imel Jaša 54 let, sva končno prišla do doktor Kogoja na psihiatriji, ki je bil eden redkih, ki se takrat sploh ukvarjal z demenco. Skratka, pri Jaši so rabili 5 let, preden je bila diagnoza postavljena. To je danes mnogo boljše urejeno. No. Takrat se to ni vedlo in ker je bil tako mlad, zdravniku smo šli prej, ker so se pojavile težave, so bile vedno bolj prezentne, ne? Ampak niso nikakor ugotovili, zakaj pravzaprav gre. Zato je to trajalo kar 5 let, preden je dobil diagnozo, takrat je bil seveda že v bolj razviti fazi demenca. No, in takrat je potem tudi doktor Kogoj nagovoril mene in ostale svojce, da začnemo delati tudi mi kot svojci na tem področju, zato da bi pomagali drugim svojcem in tudi zdravnikom, da rečem. No. Tako da jaz sem se aktivno pridružila spominčici od leta 2009. No in prvi projekt, ki smo ga začeli, takrat doktor Kogoj in doktor Stokin, je bila strategija. Ker vsaka država mora imeti strategijo za demenco, to pomeni, da se odločevalci podprejo finančno in da se na tem področju kaj naredi. Tako je bila moja zgodba, kako sem se vključila in zakaj sem se vključila v spominčico. In skupaj s strokovnjaki, tukaj tudi Vida Drame, imamo strokovni odbor spominčice, kjer so vključeni večina najbolj pomembnih in znanih strokovnjakov z področja demence, od psihiatrov, nevrologov, družinskih zdravnikov in vseh drugih. Tako da se trudimo po celi Sloveniji, smo tudi zelo mednarodno povezani, zato ker si pomagamo drug drugemu in prinašamo, kot se reče, dobre prakse iz tujine k nam. No, tako da ta film pa zelo lepo prikaže, kako to življenje zgleda v dvoje. Seveda je zelo naporno, tukaj se gospa zelo trudi, z veliko potrpljenja, veliko ljubezni, kot je vmes tudi bila ena scena, ona ta čas, ko on spi, če spi, ona dela. Ker jaz sem bila takrat, ko je pri nas bila situacija, sem jaz bila v službi. Tako da je mnogo težkih situacij. Tukaj tudi ena, še bi rekla, da večina oseb z demenco je pravzaprav v družini, ko so sinovi, hčere, vnuki, ko pa je demenca, da zboli za demenco tvoj partner, je še mnogo hujše in drugače. Vida je imela tudi podobno situacijo. No, tako da je skratka tukaj v tem filmu se vidi, kako tudi Avgusto, kako se sekira, kako trpi. Mi vedno govorimo, da je demenca težka bolezen za celo družino, za svojce, ampak mi, ki smo šli skozi te zgodbe, jaz lahko rečem, da je grozna za njih. Mi lahko razumsko to sprejmemo, ampak oni pa trpijo. In tukaj na koncu se tudi vidi, ko reče, saj to nisem več jaz. Ne? Tako da
In čutijo pa do konca, zato tudi vedno ponavljamo, da je treba vedeti, da čutijo in biti prijazen, potrpežljiv, ker ni vedno lahko, ne, so zelo težke situacije, ker življenje s takim človekom traja 24 ur, ne, in te utrudi, no, tako da je treba vseeno sprijeti, zelo pomembno, da sprejmeš to bolezen, tako ti kot družinski član in kot sam človek, potem je mnogo lažje. Tako da je tukaj zelo lepo in nazorno pokazano, kaj vse sta šla oba, in samo z veliko potrpljenja in ljubezni je žena mu olajšala življenje, ki je zelo težko in grozno pravzaprav za tistega, ki ga to doleti. Kaj pa vi, gospa? Lahko nadaljujem, ja. Jaz bi se pa najprej navezala na sam film, torej seveda vas vse lepo pozdravljam, kaj ne? Moram reči, da je ta film take vrste, da je zapustil nek globok vtis na vseh nas, ki smo ga gledali. Mislim, da nihče ne more ostati popolnoma neprizadet. Zakaj? Zato, ker je ta njegova moč izpovedi izredno globoka in se v tej izpovedi prepletajo dva pojma oziroma dvoje zelo zanimivih dogajanj. In sicer dogajanje, zelo intimno dogajanje tega zakonskega para, Avgusta in Pavline, ki sta doživela vse to svoje življenje v enem zelo družbeno-politično neugodnem dogajanju. Vsi se spomnimo na to, na Pinochetov prevrat, kjer so se hude krutosti zgodile in to je tu v filmu lepo prikazano. In ravno to globoko čustveno prizadetost Avgusto pogosto izraža in se potem v njegovi napredovali fazi bolezni pojavijo tudi razni strahovi, recimo, da ga bodo ubili. To sledi, veste, človeku, tega se ne moreš kar tako znebiti. Čeprav je ta njegova žena zelo potrpežljivo in bi rekla z globokim poznavanjem te bolezni in te simptomatike, ga je zelo lepo vodila. Recimo, prikazano je veliko teh tipičnih simptomov, bolezenskih simptomov Alzheimerjeve bolezni. Zelo dobro je pa prikazano to valovanje, kako iz nekega patološkega stanja, iz nezadovoljstva, iz neke razdrobljenosti, spet pride do trenutkov, ko je urejen, ko ve, kdo je ona, jo prepozna, potem se pa spet zgubi in ne prepozna sebe v ogledalu, a ne? Tako rekoč misli, da se ukvarja z nekim tujcem in moram reči, da so to, veste, zelo boleči trenutki, ko jih doživljaš. Ta film mi je toliko bolj všeč tudi zaradi tega, ker to kruto realnost, ki jo doživljamo svojci v obdobju te dolgotrajne bolezni, okrasi z nekoliko romantike in s tem tudi vso to težo te bolezni nekoliko omili. Kot ste obe tudi že omenili, ne, se film ukvarja tudi s tem, kaj ostane, ko izgine spomin. In preko tega filma se zdi, kot da ostane neka radost še vedno in pa seveda ja, neki strahovi ali pa ja, bojazni, ki pa se na nič ne navežejo oziroma se navežejo na neke napačne stvari, ki niso povezane v resnici z realnostjo. No. Pa me čisto zanima, a se vam zdi, da je res, da vsi nosimo v sebi to neko radost in neko žalost, ki se tako ali drugače razburkata prek življenja in potem
Veste, zagotovo. Jaz sem pri mojem možu opazila, da je rad živel in da nikdar ni hotel umreti. To bi navezala na ta pojem evtanazije, ki je danes zelo tako, bi rekla, živ in ga skušajo uzakoniti, ampak jaz osebno se s tem ne strinjam. Jaz sem dolga leta delala z ljudmi, ki so bolovali za demenco in moram reči, da sem doživela dvakrat, ko sta bolnika želela umreti in sta mi rekla, pomagajte mi, jaz ne morem več. Potem sem jih pa povprašala, zakaj, kaj je tako hudega. In ko smo odkrili, da gre za neke hude dedne spore v družini, ali pa, da so svojci neprijazni do njih, saj veste, agresija, ne, do takih ljudi, to je zelo boleča tema in smo rekli, to bomo uredili, ne skrbte. A res? A lahko to v miru uredimo? Sem rekla, seveda lahko in tudi bomo in smo to uredili in potem ni bilo več govora o tem, da bi radi umrli. Tako da ti ljudje radi živijo. In tudi se vidi v tem filmu, kako je on rad živel, kljub temu, da se je nekje na trenutke zavedal, da z njim nekaj ni v redu, ampak pri tem gospodu je šlo za bi rekla, dodano vrednost. To je bil intelektualec, visok intelektualec, ki je dal en globok pečat in je zapustil globok zgodovinski spomin v čilski in bi lahko rekla tudi v svetovni zgodovini, ker glede na dogajanje v tisti državi in na dogajanje te njune intimne sfere lahko rečemo, da se pravzaprav vsi lahko s tem identificiramo. Saj imamo, poglejte, tako blizu v današnjem času, imamo Ukrajino, imamo Palestino, pa pripravljajo se še druga žarišča. Jaz ne vem, kaj bo s Kosovom, ker tudi tam niso stvari rešene. Tako da pravzaprav mi smo vsi nekje v tej vsebini. Ja, ta film seveda se vrača nazaj 50 let na tiste dogodke, ki so se zgodili in moj mož je bil tudi neke vrste aktivist in vodja študentskega gibanja v tistem času. Imel je zelo rad knjige in zadnje scene s knjigami so točno take, kot smo jih pri nas doma imeli. Skratka, ti ljudje so oropani spominov in iz tega filma se tudi vidi, kako se za nazaj mnoge stvari spomnijo. Vendar demenca ni samo izgubljanje spominov, ampak je še marsikaj drugega. In na koncu še moram reči tudi, da jih je zelo strah. Že narava bolezni je taka očitno, da jih je zelo strah, zelo se bolijo in zato je toliko bolj pomembno, da jih mi prisluhnemo in da jih razumejo. In tukaj iz filma se je videlo, da se je gospa zelo, zelo trudila. Je pa to poučno, da take filme vidimo tudi za vse ostale. Film je zelo lepo narejen, prikaže vse te situacije in tudi poučen s tistim, kako se gleda v ogledalo in se ne prepozna, tako da je včasih kar srhljivo. In jaz se spomnim, kako so govorili pri stari mami na Primorskem, ko smo bili majhni otroci in smo vlekli na ušesa, so stari ljudje govorili, najhujše je, če te pamet zapusti. In to je to. Pozneje sem jaz videla, da je to demenca, Alzheimer, in odvedno je bila prisotna, sam da je bilo malo in manj in ljudje so se je vedno bali, ker je to tisto najhujše, kar človeka prizadene in je oropano tvoje dostojanstvo. Zato je to pomembno, da se mi trudimo vsi skupaj kot družba tudi, v družini lahko naredimo marsikaj, zlasti če razumemo, zato tudi je pomembno, da grejo svojci na izobraževanje o demenci, kjer jim povejo strokovnjaki mnoge stvari, kako razumeti takega bolnika, kako živeti z njim, da je lažje in je potem mnogo, mnogo bolje. No, to je pomembno, da skratka se trudimo vsi skupaj kot družba, da ohranijo dostojanstvo in predvsem, da se prepoznajo znaki, ki so v začetku res težko prepoznavni. Če pa se prepoznajo,
in gre človek k zdravniku, je mnogo, mnogo bolje. Tukaj lahko povemo tudi kaj optimističnega, da je morda novo zdravilo na pohodu, ker več kot 20 let pri demenciji niso našli strokovnjaki, raziskovalci nobenega zdravila. To je edina bolezen, kjer ni niti eno zdravilo prišlo v 20 letih na tržišče, tako da je to zaskrbljujoč problem družbe, ker teh bolnikov je več kot 50 milijonov, pa verjetno še več na celem svetu. In je tudi veliko, veliko breme državnih blagajn. Zato so se v področje demence začeli vključevati tudi politiki, da bi skupaj lažje rešili ta problem, prišli do boljšega zdravila in boljše obravnave bolnikov z demenco. Da je tukaj veliko stvari, ki... Ja, tukaj pri dobro, da si omenila to novo zdravilo, jaz bi dodala to, veste, to je lecanemab in ta učinkovina bo delovala na začetku demence. Zato je treba čim prej po strokovno pomoč in ne čakati, ne skrivati. To je bolezen, ki je danes na nek način dostopna in se jo lahko na neki določenem nivoju zadrži in podaljša življenje. Recimo, jaz sem uspela mojega moža voditi 20 let in moram reči, da je bilo popolnoma jasno, da so njegove emocije na koncu bile pravilne. On je vedel, da sem jaz, da me ima rad, da sva se objela in sva se tudi lepo poslovila. Ja, tista scena je bila tudi tako, da rečem, res, kako gospa je bila razočarana, ker je po 10 urah skupnega življenja od zjutraj ni prepoznal. In to je tisto, kar morajo svojci ne reagirati in misli, da te ne prepoznajo. Oni te čutijo, no, in zato je treba nikoli take stvari preveč resno jemati, če te kliče z drugim imenom ali kaj podobnega. Moram pa tudi reči, da si nisem nikoli predstavljala, da je demenca tako lahko tak izziv za filme, za knjige in da je tudi na umetniškem področju se da veliko izraziti na to temo. To si nisem res nikoli predstavljala. Veste, da je veliko dobrih filmov, še vedno Alice je perfekten film, ki govori o gospe pri 50 letih profesorci, zdaj je v Mali drami, lansko leto je bila na programu še vedno Alice, odlično odigrano in mnogo knjig je, kjer opisuje ta problem. Tako da za svojce je sploh to zelo dobro, da lahko preko literature in takih stvari se naučijo, kako reagirati. Pomembno je pa taki filmi in mediji so pomembni, da o demenci več na glas govorimo. In da demenco približamo ljudem in s tem, da se seveda dobi čim prej tudi podporo in rešitev. In da je to sprejeto z obeh strani. Če lahko še nekaj dodam, jaz bi rada položila vsem na srce sledeče. Govori se o tem sovraštvu do starejših, da je pač treba na tem nivoju nekaj ukreniti. Takole bi rekla, treba se je zavedati, da ti ljudje, ki bolujejo za demenco, so bili nekoč ustvarjalci in vsega tega, kar imamo in kar lahko danes užijemo, ne bi imeli, če ne bi bilo njih. In zato smo jim dolžni izraziti neko spoštovanje in tudi ljubezen. Saj se mi zdi, da film tudi zelo govori o neki, ali pa je nastal z željo neke normalizacije in staranja in Alzheimerja in tako naprej, kajti ne samo, da nam razpre neko situacijo, ki je popolnoma vsakdanja, ampak preko nje lahko razmišljamo o mnogoterih zelo človeških stvareh, tako da gre v nekako, se mi zdi, da gre v blazno široko razmišljanje in tudi čustvovanje ta film, no. Preko nečesa, kaj je kakor
mal tabuiziran v naši družbi. Veste, še nekaj bi rekla. Mislim, da je doživetje oziroma doživljanje take bolezni in tazga procesa bolezenskega v familiji nekaj, kar, kako bi rekla, doda nek dodaten razvoj in neko rast, neko duhovno rast. In ko se prebijajo skozi to obdobje, potem vsi drugače mislijo. Zagotovo spremenijo način mišljenja. Ne? V družinah tudi zelo različno reagirajo na ta problem. Velikokrat ne prepoznajo in velikokrat se pa tudi družinski člani med sabo skregajo, ker vsak vidi situacijo drugače. In za te ljudi je predvsem treba tudi veliko skrbeti in dolgo let traja in tudi finančno breme je in čustveno, tako da to je tukaj veliko problemov. Ampak da ne bomo čisto črni, vsem moram poudariti, da obstaja tudi preventiva. Danes se ve, da se s preventivo lahko zlasti mlajši na tak način izognete bolezni. Tako da je poudarek na preventivi, to imate na naši spletni strani veliko o tem. Telovadba, glasba, biti aktiven, socialen, imeti prijatelje. Na koncu ste videli, kako je Avguste večkrat rekel, kje so prijatelji, rabim prijatelje, moje knjige, ne? Ker oni rabijo družbo in podporo. No, tako da preventiva je to, da biti socialen, družaben, glasba, ples, vse to zelo koristi. Zdrava prehrana, dober zrak in tako dalje. Pa bi kar publiko malo vključili, če bi morda kdo kaj vprašal ali pa prosim. Dobro večer, rada bi vprašala dr. Orožjem, ali so vsi pacienti z diagnozo demence torej podobni, so si podobni v nekih samoznakih, ker moj mož je bil zelo drugačen, kakor je bil Avgustus v filmu. Ja, veste, tukaj vam pa lahko kar pritrdim, da je Štefkin mož je imel Alzheimerjevo bolezen. Moj mož je imel pa drugo vrsto in sicer vaskularno demenco, to se pravi žilno. Pri njem je šlo za tako imenovan antifosfolipidni sindrom, ki je avtoimuno obolenje in je bila simptomatika bistveno drugačna. Tako da jaz se ne najdem popolnoma v tej zgodbi, je bila drugačna simptomatika, ampak rezultat je pa na koncu pravzaprav isti. Ne? In tudi terapija je bila, ni bila možna z temi antidementivi, ampak samo z antikoagulantno terapijo, ker gre pri tem antifosfolipidnem sindromu za tromboze v kapilarah in arteriolah. Torej v tistem najmanjšem žilju in to razni fokalni dogodki, ki ne zajamejo globalno možganovine, ampak od trenutka do trenutka se pojavijo neke epizode, ko se pa na koncu ti deficiti seštejejo, pride pa do enega jasno drugačnega upada, ampak tudi do upada in možno, da ima vaš mož kakšno vaskularno zadevo. Ne? Absolutno so zelo različni, en primer do primera, tako odvisno, kje se bolezen začne, pa kjera vrsta demence. Profesor Rusova tamle, doktor Rusova. Tudi jaz lepo vse pozdravljam. Meni se zdi to pomemben, kar ste rekli. Ta film je en krasen navdih, lahko za vse in je ena res lepa zgodba dveh intelektualcev, ki sta lepo uglašena med sabo, ampak mnoge zgodbe, ki jih mi sledimo, tudi niso tako lepe. V vseh ozirih. Nekateri so zelo čustveno prizadeti ali pa imajo več vedenjskih sprememb, nekatere družine imajo med sabo svojo dinamiko že za nazaj, pa jim zelo težje sprejemajo te stvari. Tako da se mi zdi to tudi pomemben, da si ne bi predstavljali, da je vedno tako. Ne? Ja.
Ja, verjamem. Ampak je pa res en navdih lahko takle film. A ne, poleg vseh teh, ki jih je doktor Orožimova, teh pomembnih organskih sprememb, žilja in vsega, je pa en kup enih individualnih značilnosti tistega, ki zboli, pa še cele njegove okolice pomembni. Zato pa je to bolj pomembno, da se z vsako družino ali pa z vsakim primerom posebej ukvarjamo. Ja. Ja, tega se res ne da posplošiti. Ja. No, zato imamo tudi svetovalni telefon za svojce, kamor se lahko obrnete in pokličete, ker tudi vidimo, kako težko je za svojce sploh o teh stiskah spregovoriti. Mnogi povejo, da so rabili 2-3 leta, da so sploh spregovorili, kaj šele kaj vprašali. No. Tako da tukaj je res velika stiska in čustvena trpljenja. No. Tako da skratka na telefon poklicati, kdor bi rad kaj več. In tudi ima spominčica veliko različnih dogajanj, organiziramo najrazličnejše aktivnosti. Vsak zadnji torek v mesecu je v Narodni galeriji Alzheimer Cafe, kjer predava kakšen specialist za demenco in potem je pogovorno. Ti dogodki so zelo obiskani in pogosto se potem svojci radi o tej bolezni pogovarjajo in zraven so vedno zdravniki, da lahko dobijo tudi odgovore od strokovnjakov. Pozdravljeni. Kakor sta omenili, so bolniki pač v glavnem v strahu, ne? Pač bolezen napreduje in dotik je ta, kakor sem videla iz filma in pač kakor čutim, koliko mora biti to težko človeku, ki ne prepozna svoje ljubljene osebe 10 ur recimo, da je napetost med njima, a je pač dotik oziroma objem rešitev v takem primeru, ker meni se zdi, da pač ponavljanje vprašanja, na katerega ni odgovora, ga ne more dati, ne, je pač verjetno čut taki ga da. Dotik je absolutno tisto, kar je zelo, zelo pomembno in tudi vedno rečemo, oni prepoznajo govorico telesa, zelo, zelo to prepoznajo, zato je pomembno, da se mi približamo njim in da smo prijazni in potrpežljivi, tudi ko so situacije, ko ne moreš biti. Ko enkrat to dojameš, je mnogo, mnogo lažje. Zato pa sploh ga stisniti za roko, objeti, tomu veliko pomeni in ga na ta način umiriš in potolažiš. In se bolje počuti, ker je pomembno, da mu daš malo zavetja, da rečem. Torej, jaz bi rekla, da je dotik sploh temeljni terapevtski pristop pri takem primeru, ne? In to bolnik čuti, veste, da se mu ti z dobrim namenom približaš, da je tvoj dotik zanj nekaj blažilnega in ga bo zelo rade volje sprejel, ga ne bo odklonil. Pozdravljeni. Mene pa nekaj zanima bolj osebno. Pač sem v diagnozi demence in bi rada en vajin nasvet, kako skozi tole prist. Hvala. A pri vas osebno? Pri meni osebno, ja. Ja. Jaz mislim, da bi bil pa tukaj primeren pa oseben razgovor, da se mi zdi, da poseganje, veste, v tako intimo je treba na drug način obravnavati, da pretehtamo kako in kaj, ne? Diagnozo že imate, pardon. Ste. No, pomembno je dobiti diagnozo, po diagnozi pa, kot se reče, postdiagnostična podpora in od tega marsikaj imamo, tako da tudi se oglasite, ker to vemo, da zdravniki, zlasti družinski zdravniki so zdaj pa sploh zelo obremenjeni in težko potem kaj več povejo, zato je pomembno in moram reči, da je spominčica zelo prisotna, vsi zdravstveni domovi v Ljubljani in izven so se pridružili naši mreži, ker je polno naših telefonskih številk spominčic in lahko se oglasite tako da na pogovor. To je pomembno, da veste kam po pogovor in na izobraževanje tako bolniki z demenco, kakor tudi svojci. No in za bolnika samega je pomembno tudi, da se s tem sprijazni. Mi imamo enega samega ambasadorja Tomaža Gržiniča, ki je nažalost edini tako rekoč v Sloveniji,
ki govori, veliko krat je na televiziji, on hodi na tenis, plavanje, taborjenje, ker ima veliko prijateljev, ki ga podpirajo, vedno so z njim sam, skoraj ne more, ne vem kam hoditi okrog, ampak ker ima toliko prijateljev, vsak teden se družijo v šestici, med covidom so hodili na Golovc in povsod, in to je primer, da če sprejmeš in imaš veliko informacij kot bolnik, lahko še veliko let kar kvalitetno živiš. Tako da kar pridite in da vam damo vse te informacije, ker če to sprejmeš, se lahko kljub vsemu kar dobro demenco zadrži na tem nivoju in gre počasneje. Tako da je to res, to se danes ve, da se lahko zelo pomaga. Če se pa zapreš, pa skriješ, potem pa gre samo drastično navzdol. Še eno vprašanje imam. Kako je to možno, da človek govori svoj jezik in da ima motorični spomin, tako kot je recimo vozil kolo, ne, ker je mišični spomin, ne ve pa, kdo si ti. Ali to že kakšne raziskave so tako globje narave? Ja, veste, ti spomini so razpršeni, to ni vse na enem mestu. In če ta motorični spomin, recimo vožnja kolesa, ostane, ni rečeno, da bo kakšen drug senzitivni spomin. Tisti spomin je pa čist v drugem predelu možganske skorje. Tako da... Ja, tukaj so velike razlike. Tukaj tale gospod Auguste je kar dobro govoril. Jaz lahko rečem, da moj mož je imel zelo hitro velike težave in takrat je bil še poslanec v parlamentu in tam je bilo opazno, da on je tam bil tiho. V prejšnjem življenju, ko ni imel demence, je bil eden od glasnejših. In tam se je videla sprememba, da se nekaj dogaja. Tako da zelo različno. Eni pa govorijo do konca, pa imajo druge vrste težave. Še da rečem glede kolesa, ta je še dobro vozil kolo. Ko je moj mož se usedel na kolo, je vozil, ker je želel imeti še kolo. In smo se vozili tam pod Golovcem. Ja, bil je levo, desno, na sred ceste, vsi so trobili. Skratka, videla sem, sploh na mi ni padlo, nihče mi ni povedal, da on kolesa ni sposoben voziti. No, tako da kolo smo takoj skrili in spravili in tudi nikoli več ni vprašal. Pa tudi moram reči, da je zelo velika razlika, da so eni bolniki z demenco, pa ta izraz je treba uporabljati, bolnik z demenco in ne dementen. To tudi vmes moram povedati, ker v ospredju mora biti človek in ne bolezen. No, da nadaljujem od kolesa k avtomobilu. To je šele problem. Tako da kdorkoli ima v družini kaj problemov, že kaj z demenco, oni ne znajo več voziti avtomobila, ne ločijo leva, desna, ne rdeča luč, ne zelena in tistih, ki vozijo obratno smer na avtocesti, je verjetno zelo veliko naših v začetni fazi bolezni. Lahko še rečem, ko je bil čas covida, se je izkazalo, da je bolnikov v začetni fazi bolezni bistveno več, kot smo si prej mislili, ker niso razumeli, da je treba nositi masko, da se treba razkuževati roke, da ne smeš v trgovino in čas je bilo, da starejši samo 2 uri, tega sploh niso razumeli. No, skratka, ker živi več kot 1/3 Slovencev sama v družini, nihče ni od svojcev niti opazil in v začetku se res težko opazi. Skratka, ogromno problemov je v trgovini tudi dajo v žep, pojejo, v torbo, tako da tudi v trgovinah jih ozaveščamo, da če opazijo kaj takega, da je treba biti pozoren, da tak človek ni sposoben krasti. Oni pač zaradi bolezni več se ne znajo obnašati pravzaprav, ker pri demenci ne gre samo za izgubo spomina, ampak gre za to, da pravzaprav zginja vse znanje, ki so se ga naučili od dojenčka navzgor. In se potem več ne znajo niti obnašati, niti oblačiti in tako dalje. Tako da je tukaj milijon problemov. In na to je dobro, da smo vsi pozorni, da jim lahko tudi pomagamo, ko koga srečate, ko hodi okrog in ne ve in malo tava in je malo izgubljen, je dobro, da pomisliš, da je človek pravzaprav ima demenco, da mu pristopimo in pomagamo in da mu najdemo pot domov ali pa pokličemo policijo, ki ga tudi lahko. No? Ker s policijo tudi sodelujemo, zato ker veliko naših bolnikov, ko odtavajo po noči in se izgubijo, je prav, da policija ve, da jih prepozna in da se na pravi način približa. Tako da
področje demence ima 1000 in več obrazov in področji, katerih se dotika. Tukaj ste omenili ravno COVID, da je tudi ta osamitev zelo vplivala na stanje bolnikov, to jaz poznam, ker Negativno. ja, izjemno Se je videlo negativno. v filmu tukaj, no, tudi. Ker se te strahovi se pojačajo v osamitvi. No, to pa Polona morda več pove, da je pravzaprav COVID imel na bolnike z demenco velike posledice, ne. Smo imeli na kliniki predvsem veliko sprejemov, ker so to bili edini ljudje, ki so na ulicah ostali in so jih takrat opazili. Policija jih je vozila, reševalci so jih pobirali, niso znali niti upoštevati ukrepov. Ja. Ogromno osamljenih ljudi, ki živijo popolnoma brez kakšnih stikov, se je takrat ugotovili. Ja. Brez diagnoze, seveda. Bilo res tragično obdobje. No pa diagnozo demence ima vsak 4. ali 5. človek. Večina ljudi je brez diagnoze, ker sploh ne grejo k zdravniku ali pridejo potem prepozno, ker svojci pripeljejo takega človeka k zdravniku, ko je bolezen že v bolj razviti fazi in ko imajo že veliko težav in problemov. No, pa še en podatek je zanimiv. Recimo, razširjenost demence je trenutno mnogo večja, veliko večji problem kot karcinoma. Demencija na svetu okrog 50 milijonov, bolnikov z karcinomom pa okrog 22. Je vedno veliko večji problem je demenca, ampak še tukaj lahko dodamo tudi take neprijazne podatke, da je za raziskave na področju raka 10-krat več denarja kot na področju demence in zato je na področju raka, hvala Bogu, toliko novih zdravil, ki jih pri nas ni. Zato bi si mi želeli in sodelujemo tudi s politiki, da bi dali več denarja v raziskave in da bi prišlo do boljših zdravil. Ker je demenca vedno večji problem in zelo, zelo draga bolezen. A pa se zdi, da je narast bolezni ali je mogoče samo več odkritih primerov? Ne, sigurno narašča. Število bolnikov absolutno narašča. Nekaj zaradi podaljšane življenjske dobe, včasih so ljudje mnogo prej umirali, pa ni prišlo do tega, ampak je absolutno v velikem porastu. Povsod po svetu. A pa se že kaj ve, recimo, mislim, so že kakšne raziskave o vzrokih, v bistvu, zakaj je to taka razširjenost, saj to zaradi... Raziskave so skozi, namreč problem je, glavne je ravno ta, da vzroka pravzaprav še niso odkrili. Znanost napreduje, to nam vedno povejo in pokaže na sestankih ali kongresih, ker smo vsi med sabo povezani, se veste, da informacije danes niso skrivnost, ampak čista pravega vzroka še niso ugotovili in zato tudi pravega zdravila ni. So pa vedno bližje k temu, no? To tudi povejo strokovnjaki in raziskovalci. A pa so mogoče frekvence v zraku kaj krive za to, ker kot seveda slab zrak sigurno je eden od rizičnih faktorjev. Ja, tudi o tem se govori, predvsem o tem 5G, da lahko vplivajo zelo negativno na možgansko delovanje. Predvsem v obdobju razvoja, to se pravi otroci, adolescenti, to je nevarna stvar. Mogoče še kakšno vprašanje, kakšna misel? Dednost. Ja, to zelo pogosto to ljudje sprašujejo. Seveda, jaz kot laik, da rečem, dednost je pravzaprav prisotna pri veliko bolezni. To vidiš, v katerih družinah so nekje več raka, nekje več srčnih bolezni. Sigurno gre tudi za dednost, ampak je v manjšem procentu. Veste, kar se tega tiče, da se v nekih družinah pogosteje pojavlja neka oblika demence, bi lahko rekli tudi vprašanje, kakšna je v tej družini skrb za svojo možganovino.
Ja, nekaj je genskega, sigurno, ne? Nekaj pa od načina življenja. Veste, zdaj, ko govorimo o preventivi demenc, začnemo pravzaprav že v otroškem obdobju iskati, kje so kakšni posamezni dejavniki, ki vplivajo na to. Potem sledi adolescenca, pa zrelo obdobje, pa potem tisto obdobje od 50 naprej. Ne? Veste, ljudje se pravzaprav tega premalo zavedamo. Kakšen zaklad imamo mi v glavi. Vsak od nas ima enkratno možganovino, ki je neponovljiva in nas je 8 milijard in še nekaj, pa si dvoje možgan ni popolnoma enakih, če gledamo na histološko raziskavo, na histološki izvid. Torej, možganovina je neka bi rekla, čudežna stvar. To je za moje pojme, veste, je to čudež evolucije. Kako so se ti naši možgani razvili, kako je pravzaprav ta struktura neverjetna, da tisti preživetveni centri so locirani globoko v dno možganovine, tam nekje blizu baze možganovine, kjer je kost dober centimeter debela in to varuje ta globoke centre. Vse ostalo, veste, se je pa možganovina z leti naplastila. Možgani so se povečali, recimo v pradavnini, pračlovek je imel tam okrog 500 gramov težko možganovino, 500, torej pol kile, ne? Danes so v povprečju možgani težki tam od kilo pa pol, kilo 600 in to pomeni, da ta možnost dodatnega razvoja še vedno obstaja. To ni nekaj definitivno končanega. Mi imamo še vedno to možnost in jaz bi na dušo vsakmu položila, naj varuje svoje možgane. Naj ne kadi, naj zmanjša ali pa preneha s pitjem kave. Naj si primerno organizira spanje. To je izredno pomembno. Prehrano, razvedrilo, naj se čuva raznih poškodb, infektov, ki kadarkoli v življenju lahko zelo poškodujejo možganovino. Pa tudi čuvajmo se stresa, skrbimo za to, da bomo razpoloženi in zadovoljni čim pogosteje, da ne bomo zapadli v neko letargijo, v neke slabe odnose, v nezadovoljstvo. Skušajmo najti v malenkostih neko spodbudo. Kratka, to je preventiva, ki jo zdaj cela svetovna stroka priporoča, ampak zadnje čase pa je še večji poudarek, skrbimo za svoje možgane, skrbimo za svoje zdravje in to že od rane mladosti. Tako da ne samo potem, ko si srednjih let ali ko si star, ampak že od mladih let je treba dati večji poudarek na zdrave možgane in na lastno zdravje, ker največ lahko za svoje zdravje pravzaprav narediš sam. Verjetno te naše mlade generacije s telefoni, gledanjem pretirane televizije in spletnih strani, sigurno ima slabe vplive na možgane. Tako da sami lahko veliko prispevamo k temu, da so možgani ostanejo čim dalj časa zdravi. To se danes ve. Včasih se v možganih kar nič ni govorilo. Še eno vprašanje. Štefica, če bi imeli mi kakšno večjo možnost in vpliv, jaz bi se svetovala, da se pouk in informiranje o vrednosti naših možganov vnese že v osnovne in tudi v srednje šole. Sam tega ne zasledite nikjer. Žal. Ne? Ja? Tukaj je še nekaj vprašanj zdaj. Čakajte samo en moment. Zdaj je veliko, ja. Bi vas jaz prosila, kaj je fino, da imate mikrofon, da se ne sliši. Ja, dober večer. Jaz bi rada samo slišala vaše mnenje, kako bolnika z demenco, konkretno mojo mamo, motivirati, da bi
poboljšala kvaliteto življenja, če ona sama zanika to bolezen. Torej, težko se z njo o tem pogovarjam, prav zaradi tega strahu, ki ga opazim. Mogoče kakšen nasvet. Ja, prvo samo da rečem, da ona zanika bolezen. S tem se ne smete sploh ukvarjati. Velikokrat slišimo, on noče priznati, da ima demenco. Ne od njih pričakovati, nimajo zakaj priznati. On je bolan človek. Tako da ne smete nikoli tega uporabljati. Ne? Skratka, če vemo, da ima demenco, je treba pač spremeniti odnos do njega, nič ga siliti, absolutno nič siliti. Tlele iz filma se je tudi lepo videlo, koliko je on reagiral, kdaj je sledil, kdaj je ni sledil, in to je vsak zase mora nekako pri svoji mami ali očetu ali partnerju najti tisto pot, do kje lahko nanj vplivaš prijazno, ga preusmerjaš, nič siliti, nič. Tukaj se to res ne da. Tako da samo prijazno, počasi se mu približati. Torej, nekim trditvam, veste, ki jih izrazijo osebe z demenco, recimo meni kradejo, ja, mama, nič hudega, mi bomo tistega našli, morate slediti, veste, njihovemu načinu mišljenja, ne jim nasprotovati. Nasprotovanje jih zelo razburi. In nič kregati se njimi. To včasih so se kregali, ko ljudje niso vedeli, pa so ga silili v dobro namerno, so mu hoteli pomagati, pa ga silili, ne. Pol ga samo razburiš in je še slabše. Tako da je to se zdaj ve, da je treba prijazno, mehko, počasi, potrpežljivo, in kot te rečejo mnogi, ja, se je težko, res je težko, ampak enkrat, ko to vidiš in zmoreš, je dosti lažje. Če je kdaj sred dneva človek mal se razjezi, nič hudega. Važno pa, da imaš ves čas ta pristop prijaznosti, potrpežljivosti. In tukaj v filmu je bilo to, gospa je imela veliko potrpljenja in načina približevanja, da se mu je približala in mu sledila. Ne? Na tak način mu najlažje pomagaš. Je pa naporno, sigurno. In traja cel dan. Še tole bi dodala. Veste, nikakor se ne sme z bolnikom pogovarjati o njegovih motnjah, omenjati demence, ampak ga je treba povabiti, recimo, mama, ali se ti ne zdi dobro, da bi medve dale malo kri pogledati, da se malo pogovoriš z zdravnikom, kako bi lahko čim bolje živela, kako se moraš hraniti. Na tak način lahko bolnika povabite na en razgovor in na tak razgovor so pripravljeni iti, veste, da zvedo, kaj bi lahko še zase boljše naredili. In moram reči, da se potem ne bojijo tega, se ne bojijo zdravnika, ker ta sindrom bele halje, veste, to je še vedno prisotno. Ne? In moram reči, da jaz, ko sem zadnja leta delala, nisem bele halje več nosila, sem imela kaj drugega oblečenega, ne? Zaradi čistoče pa tako. Tako da, če v takem primeru ga na drug način nagovorite, ga povabite, da boste kaj nekaj lepega z njim doživeli, pa greva pol mal na kavico, pa na sprehod, pa greva s kakšno prijateljico se kaj pogovoriti, pa ti bom kaj pokazala. V takem smislu, ne? Aha. Dobro. Moje vprašanje je pravzaprav, ko ste naštevali preventivo in tako naprej, niste omenili vpliv zdravil. In meni se zdi, da bi to bilo zelo pomembno in tako, da jaz osebno recimo pazim na svoje možgane in ne jemljem nobenih zdravil, ki lahko vplivajo na možgane. Tako, ampak zdravniki to predpisujejo, pomirjevala, ne vem kaj, moja mami je po mojem se razvila demenca ravno iz teh zdravil, ki jih sploh ni potrebovala, ampak jih je dobila tako po defaultu, ker je bila že 80 in živela sama in so jo predpisali in ni se hotela nehati, dokler ni šla v dom, ki so jo tam ni ukinuli zdravila, ki so ugotovili, da jih ne rabi. Tako da to bi bilo treba po mojem poudariti. Ja, res je, gospa, se strinjam s tem. Zelo veliko se zdravil predpisuje. Recimo, ko pride pacient k svojemu zdravniku, pa potoži, ali pa svojc,
o teh problemih. Veste, najlažje je dati eno pomirilo, ne. Veste, ni časa, saj vidite, kam smo prišli. Zdravnik je postal delavec za trakom, tako rekoč. Ne? Ja, seveda, ne, zato pa. Je sigurno pomembno preveriti, koliko zdravil. Zanj je dr. Volč šel na obisk po domovih, ne, ker to občasno tudi mi smo v tem programu, da rečem, in je bil presenečen, koliko zdravil pravzaprav ljudje tam delajo in ni nobenega pregleda, ker seveda nekatera zdravila delujejo kontra en drugemu. Tako da na to je treba biti absolutno pozoren, če imate kogarkoli, dajte vprašati zdravnika, da pogledajo vse. Je bilo tam še eno vprašanje, ne? Malo globlje v dvorani. Ja, publiko je treba pohvaliti, ker je tako zelo aktivna in se zanima za to problematiko. Res lepo. Jaz bi rada še vprašala, konkretno, kakšen je pa recimo te odločevalci, ne? A so kaj pojačali proračun za vaše delo, v bistvu požrtvovalno namesto njih, recimo v naslednjih 5 ali pa kaj tasga letih, ker recimo, če je tretjina prebivalstva ogrožena, da so sami, pa da so bolni, aj kakšen program, kako se jim bo pomagali? Ja, no to sem jaz že omenila, jaz sem začela delati na strategiji in prvo smo, strategija je velik problem v večini držav, ker zato rabiš potem podporo vlade, ne, in zato se je malo otepajo, tako da prvo smo od 2010 do 2016 naredili in je bila sprijeta za obdobje 2016-2020. V strategiji so zapisani cilji, za katere se država obveže, da jih bo uresničevala. Mi v tej skupini, ki je pripravljala strategijo na Ministrstvu za zdravje, nas je 9 zdravnikov plus jaz, ki sem predstavnik svojcev, tako da tukaj smo bili, vseeno se je kar nekaj naredilo. Mi bi radi, da se je še več. V tistem obdobju je ministrstvo imelo javni razpis prvi za demenco in je bilo danih skoraj 800 000 evrov, s katerimi smo potem psihiatrija, nevrologija, nekaj domov, socialna zbornica, smo izobraževali, ozaveščeni po celi Sloveniji, brez tega težje delaš. No, potem smo pa, ker je šla ta strategija k koncu, smo začeli pripravljati na ministrstvu, minister je dal sklep, da to delamo, naslednjo strategijo za obdobje do 2030, strategije delamo po vzoru in na priporočilo Svetovne Alzheimer organizacije in Svetovne zdravstvene organizacije, s katerimi smo zelo povezani. Ne? No in ker je bil COVID, je prišlo do zamikov in pol je bila zamenjava vlade in ne vem, ministra in tako dalje, tako da se je vse skupaj malo zavleklo, ampak lahko smo vseeno veseli, da je lansko leto vlada potrdila strategijo do 2030. In tam so kar 10 ciljev, ki so kar veliki in je to zaveza, da bo država vseeno tukaj nas suportirala. Seveda veliko računamo in tudi vedno spodbujamo, treba je z odločevalci se pogovarjati skozi, prijazno in tako, da nas ne pozabijo. No, veliko tudi upamo, da bomo imeli kaj za osebe z demenco doma, ker doma je največji problem. Tam smo najmanjše premike naredili. In to nas pa ljudje tudi največ kličejo. Ne? Tam je največ problemov. To pa mi kot spominčica to težko naredimo. Tukaj to moraš imeti in denar in ljudi, ki to delajo. No, tako da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je tudi končno sprejet, ni tak, kot bi bil idealen, da rečem, ampak jaz vidim, da je boljš, da je sprejet in da ga začnemo izvajati in da bo na ta način vseeno se naredilo ene premike v to smer. To pomoč doma, ker družina, to je tako naporno, da večina svojcev izgori in tisto, kar ne maram jaz niti reči, veliko svojcev prej umre kot sam bolnik. Ker je to tako, pa zlasti, če sta dva starejša, 75, 80, en ima demenco, en ima polno drugih bolezni in je to zelo obremenjujoče tako skrbeti za enega človeka, če ti nisi čisto fit. Tako da je to življenje svojcev zelo, zelo težko in je velik svetovni problem in izgorelost in dostkrat so oni res potem prej odidejo kot sam bolnik. In demenca je problem, ker tako dolgo traja potem. Večinoma traja zelo dolgo.
in je res hudo breme najprej za družino, potem pa tudi za državo. No, zato sodelujemo s politiki, tudi evropskimi, da se te stvari vseeno začnejo premikati na bolje. No. Brez te povezave bi bilo še slabše. Mi bi radi, da je boljše, ampak vseeno se premika. Zadnje vprašanje, ne bom vas več spraševala, ampak moram. Moj mož, preden je umrl, sem šla osebno pogledati domove za starejše občane. Zanima me vaše osebno mnenje. Se vam zdi, da je za te paciente, ki imajo demenco, poskrbljeno? Razumem, da imajo zaprte oddelke, da so pod ključem, ker je to za njihovo varnost recimo najbolje poskrbljeno. Ampak imate tudi v načrtu, recimo, da pogledate, kaj se dogaja v domovih? Mi smo z domovi zelo povezani. Moj mož je bil v domu Fužine in poznamo domove zelo dobro. Seveda, jaz tukaj lahko rečem, da je kljub vsemu, da smo z marsičem nezadovoljni, da je pa vseeno je bil tudi tukaj narejen premik. Zdaj so pa razlike med domovi, odvisno vedno od vodstva, direktorja in personala. Da ne omenjam, da so slabo plačani, to sploh, ne? Ampak na tem nismo uspeli doseči nič. Je pa v veliko domovih nimajo več zaprtih oddelkov, v Tržiču recimo so tudi naredili lep dokumentarc, kjer so iz zaprtega oddelka šli v odprti oddelek, lepo programirano so to naštudirali, velik vrt in odprto. Ne? Dom Šiška v Ljubljani sploh nima zaprtega oddelka, tako da je zelo različni so domovi in recimo ta koncept, da ni zaprtega oddelka, da so kar med sabo pomešani, je pravzaprav na en način čisto dober, ker je v domovih za starejše, to vsi direktori povejo, več kot 60% oseb z demenco, ker tisti, ki pridejo not, jih je večina že ima kognitivni decline, kot se reče. Ne? Po 60, 65 skoraj ni nobeden, tako da je ta struktura ljudi v domovih zelo taka, ampak ko si na začetku si še kar dober. Tisti, ki so prav na koncu, pač ležijo. No, tako da te koncepti se spreminjajo in so marsikateri domovi kar pohvalni. Jaz lahko še rečem, da če gremo ven iz Ljubljane, so marsikje boljši kot tukaj, to ne smemo reči pred županom. Ne? Ampak tako, no, so zelo različni in spodbujamo vsi ta koncept večje svobode, ne zapiranja. Doktor Volč reče, vse zaprte oddelke odpreti, tako da je res problem, ne, te utesnjenosti in je to škodljivo in slabo seveda. Ampak rabiš pa več osebja in več denarja, ampak gre v to smer. In še to, da dodam, da je v mnogih domovih imajo tako imenovane gospodinjske skupnosti, ne, po 12 bolnikov, pa tam pišejo, rišejo, kuhajo. Zdaj spominčica, tudi smo odprli tako enoto v Šiški, ker nimamo prostora, nimamo kadra, ampak smo vseeno odprli poskusno za osebe z demenco, da pridejo k nam in tam so veseli, rišejo, pišejo, telovadimo. Kratka, tega se rabi veliko, ampak pogojev ni. Se pa trudimo, da bi to spremenili v to smerno. Eno mojo zanimivo izkušnjo povem, iz obiska na Nizozemski zelo so me presenetili, ker so v enem domu zaposlili 3 uslužbence na oddelku več, zato, ker so prihranili denar pri plenicah. In sicer 3 uslužbence so zaposlili zato, da bodo stalno bolnike vodili na toaleto. Ker naprej so jih opozarjali in so jih, recimo, ves dan se je to dogajalo, razen trenutkih, ko so šli počivati, ne? In so toliko prihranili stroška pri plenicah, da so lahko 3 dodatne zaposlili. Ne, Vida, mi hodimo veliko po Sloveniji. To ni treba na Nizozemskem. V domu Krško nam je direktorica pokazala, koliko imajo plenic, ki jih dobijo preveč, ker jih ne porabijo, zato ker ves personal prijazno vodi ljudi na stranišče. Ko vidijo, da morda tako, pa ga peljejo na stranišče. Tako da ampak rabiš nekaj ljudi in občutek za to in voljo.
Ne? Tako da imamo tudi polno dobrih praks, ne? Je pa od doma do doma različno. Tako da mi probamo te dobre prakse poudarjati, govoriti, zato da vplivamo na tiste, ki še niso začeli se premikati. Tako da lahko jaz tudi rečem, da ti domovi po Evropi, po Zahodu, tudi niso mnogi dosti boljši od naših. Nekateri so, nekateri pa tudi ne. Tako da ni vse, kot se reče, zlato, kar je na Zahodu. Ko pridejo strokovnjaki, ko je prišla predsednica Svetovne Alzheimer organizacije k nam na en kongres, smo jo peljali še v dom Fužine, ona je samo gledala in rekla, jaz se bom takoj vpisala v tak dom. Ne? Ker je tako, pa je videla marsikaj, ampak imamo mi tudi marsikaj, kar je v redu. Tam je Rafko, ki je bil invalid na vozičku, slučajno tam že bil, v tekoči angleščini je pozdravil, pokazali so cel dom, direktorica je ravno končala eno nadstropje, nove sobe, ta iz Londona se je samo čudila, kaj vse imamo. Kavarna, polna ljudi, simpatično vzdušje, tako da imamo tudi ene dobre stvari, ampak mi bi radi, da se še tiste, ki niso popravili, da bi samo omenili jemanje pomirjeval in tablet, to je pri nas velik problem, čeprav vsi reče, da to ne delajo. Še eno mečkeno vprašanje. Čakajte, zdaj tamle mikrofon, se upravičujem, pa pride še sam. Kar gospodom. Dober večer, jaz bi samo še eno svojo izkušnjo mogoče, ki smo omenili pomirila, tudi seveda, ne, ta film po svoji je zelo idealistično pokazal na to razmerje, ne, tukaj imamo to ženo, ki se je totalno predala temu poslu, kar seveda je praktično nemogoče, ne. Kot ti že Štefanija povedala, to je delo 24/7 na dan. Tega ne zdržiš. Posebej pri ljudeh, ne, ki zamenjajo noč za dan, ti moraš pa potem po dnevu službo hoditi in tako naprej. To je nemogoče. Ne. Druga stvar je ta, da se je ta faza verjetno bila vendarle drugačna, tudi bolezen se razlikuje prav gotovo med sabo, ne, in se je tukaj bilo pokazano res to idilično razmerje. Ne pa potem vsi te napadi, agresije, besnila, ko dejansko potem verjetno ne pride prav čist nič drugega v poštev kot mogoče pomirjevala in tako naprej. Tako da z tega vidika seveda je treba razumeti včasih tudi to farmakološko, ne, pač žal. Žal to tudi razumemo, v glavnem pa se trudimo, da bi te stvari, najhujše in najbolj črne stvari sploh javno rajš ne govorimo. Ampak tudi kritika ne pomaga, boljše na način mehkejši se pogovarjati in sodelovati, da se stvari premaknejo na bolje. Ne? Ker če samo kritiziramo, potem sploh nič ni. Ne? Je pa prav, da se pove, upozori na probleme, ki se dogajajo. Tako da kdorkoli ima še kakšna vprašanja ali kaj, lahko vedno pokličete na spominčico in vam lahko pomagamo. Še tole dodala. Pomirjevala, veste, to so predvsem raznovrstni anksiolitiki in ta sredstva so res pri bolnikih z demenco neprimerna, ker poslabšajo demenco in še povzročijo odvisnost lahko, ne? Zato se raje v takih primerih agresivnega vedenja, napetosti, nespečnosti poslužujemo antipsihotikov. To so drugačna sredstva in moram reči, da so zelo učinkovita in da dobro s tem shajamo in tudi bolniki lahko dobro funkcionirajo. To pa mora zdravnik, ne? Ja, to, ja. Bomo zdaj, ker se je že začel malo nemir, tudi tukaj. Malo so že utrujeni. Jaz bi se zelo globoko vama zahvala za ta čudovit pogovor, poln informacij in izkušenj. Hvala vam, da ste tako sodelovali in povejte naprej za ta film. Film bo na sporedu Kinodvora, tako da lahko poveste, komu še bo lepo za njih, ne delam reklame. Je pa lepo, da se taki filmi prikažejo, ker na ta način se opozori na problem, ne? In se ga približava še mnogim drugim ljudem. Zato je absolutno za pohvalo. Ja, hvala.